Prehajamo na 16. točko, predlog okvirnega programa dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2022. Predlog okvirnega programa je objavljen v gradivu številka 21. Predlagatelj župan, poročevalci Kristina Zabavnik, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Tina Trček, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in Luka Svetec. Besedo ima Kristina Zabavnik, izvolite. Hvala za besedo. Tako kot vsako leto, so bili tudi letos pozvani vsi pristojni, da skladno s poslovnikom oddajo predloge za okvirni program dela. Ta je razdeljen na spomladansko in jesensko zasedanje ter na oddelke, delovno telo oziroma organ, ki pripravi končno besedilo gradiva. Zato predlagamo občinskemu svetu, da ta okvirni program obravnava in sprejme predlagani sklep. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Ja, hvala lepa še enkrat za besedo. Na kolegiju občinskega sveta, mislim, da 2 seji nazaj, sem podal predlog, da se občinski svet seznani na vsaki seji s potekom gradnje osnovne šole Frana Albrehta. Tam sicer moj predlog ni bil potrjen. Na odboru za komunalo sem moj predlog ponovno podal. Tam je bil potrjen v nekoliko drugačni obliki, še predsedujoči, podžupan Pogačar, je sugeriral, da pač to predstavitev imamo na vsako drugo sejo. In moram reči, da sem pričakoval, da bo v programu dela to tako tudi zapisano. Žal je samo v jesenskem zasedanju namenjena ta točka. Tukaj sem malo razočaran, priznam. Verjamem pa, da bo gradbeni odbor redno in vestno poročal svetnicam in svetnikom, kaj se dogaja s šolo. Jaz priznam, da sem pričakoval to že mogoče na tej seji, ampak ker je precej obremenjena z drugimi zadevami, vsekakor na naslednji seji pričakujem takšno poročilo, ne glede na to, da ni zapisano v programu dela in pa v skladu z dogovorom na odboru, potem vsako drugo sejo, da se s tem seznanjamo. Kajti svetnicam in svetnikom se pri tej temi odpira kar nekaj vprašanj, kar dolgo smo čakali na sam začetek gradnje, zdaj pa pač vidimo, kar vidimo tako daleč. Gospod Smolnikar pa gospod Papež sta se prej sicer nekaj pogovarjala, pa ne vem, eden očitno malo bolj aktiven, drug malo manj aktiven na tem področju. Preden se je seja pričela, sta imela kar eno tako sejo. Jaz mislim, da to ni bilo namenjeno seznanjanju svetnic in svetnikov s potekom gradnje osnovne šole. Tako da res pričakujem, da bo župan to temo redno uvrščal na vsako drugo sejo in pa potem nekdo tudi poročal. Saj ne rabimo, zdaj ne vem, kakšnega hudega poročila, ampak tiste bistvene stvari pa verjamem, da si želi vsak od nas slišati, kajti konec koncev občanke in občani se na nas obračajo z nekaterimi vprašanji, pa žal ne moremo pomagati drugače, kot da jih obrnemo na občino, čeprav si želimo kdaj tudi komu kaj odgovoriti. Hvala. Hvala. Gre za največji infrastrukturni projekt tega desetletja, tako da zagotovo ste v tem obveščeni. Obravnavamo pa okvirni program, to tudi veste, tako da bo zagotovo na vsaki drugi seji poročilo. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala. Kot rečeno, podžupan je pač lepo omenil, da gre za okvirni program. Jaz v luči tega podajam predlog oziroma vsaj v razmislek. Zdi se mi, da ta tempo z samimi sejami, ki vidimo, da včasih pride do vmesne faze, da se tudi po 3-4 mesece ne sestanemo. Mislim, da so pred nami izzivi. Pri proračunu je bilo rečeno, ne bom rekel priznano, ampak nekako je bilo izraženo neko zavedanje,
da je pred nami vrsto nekih izzivov in prav je, da občinski svet, ne nazadnje gre za predstavnike ljudstva, pač o tem razpravljamo, tako omogočimo tudi nek del širše razprave. V delu o sami osnovni šoli, kot je Igor omenil, delim praktično to mnenje, tukaj razumem tudi to in bom vzel nekako na znanje obljubo Bogdana, da to bo obravnavano na vsaki drugi seji. Zdi se mi namreč smotrno, tudi iz vidika, popolnoma mi je jasno, da se ne more mogoče v 2 mesecih karkoli zgoditi bistvenega, enostavno zadevo lahko rešimo tako, da se poda poročilo, da se v 2 mesecih zgodilo samo to in to, oziroma nič pretresljivega, kar pomeni jasno z navedbami. Ampak iz vidika neke transparentnosti je veliko bolj, da pol imamo vsi čisto vest, jutri se ne bo mogel nihče najdeti, pa karkoli očitati, da je šlo mimo predstavnikov ljudstva. No, tako da, kar zadeva pa samih sej, veste, danes smo pri situaciji ni prvič, seveda, da imamo 16 točk ob sprejemu 2 proračunov, ne gre za to, da je prenaporno biti do 10, gre za to, da včasih zadeve čakajo, pa jih tik pred zdajci, bolje, da jih sproti umeščamo na same seje, brez skrajšanih postopkov. Na ta način omogočamo tudi to, da so zadeve oziroma odloki kvalitetno pripravljeni. Če bo pa za tisto 1-2 seji več stalo v proračunu, pa mislim, da tudi ne bo to pogromno. Hvala, toliko z moje strani. Hvala. Še kdo? Besedo ima Aleksander Rošič. Ja, pozdravljeni. Nisem se imel namena oglašati, ampak zdelo se mi je, da je v spomladanskem delu tudi obravnava poročil, sem šel zdaj še enkrat pogledati in jaz mislim, da pod 21. točko je seznanitev sporočilo o poteku gradnje osnovne šole Frana Albrecht. Tako da, če sem jaz prav videl. Hvala. Hvala. Kristina, želite vi odgovoriti? Ja, prosim, ja. Ja, res je, no, tako kot je že Sandi rekel, v spomladanskem in jesenskem zasedanju sta predvidena ta poročila. No. V jesenskem zasedanju je pod številko 4 navedeno, v spomladanskem pa pod 21. Tako da je čez celo leto predvideno poročanje o tem. Hvala. Hvala. Kot sem že rekel, zagotovo boste o tem obveščeni, ker nima namena skrivati o največjem infrastrukturnem projektu, ničesar, da zaključujem razpravo in glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme okvirni program dela občinskega sveta občine Kamnik za leto 2022. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Potrjujem. Natalija Brlec. Za. Karmen Dragan. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jerne Markel. Za. Nives Matjan. Nives Matjan. Za. Duško Papež. Za. Božidar Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robert Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Idris Rujevič. Da. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Da. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Glasujem za. Karla Urh. Za. Aleksander Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žabi. Igor Žabi? Ne? Za. Aha. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala za vašo navzočnost. Želim vam eno uspešno, mirno, zdravo
novo leto in lepe, vesele božične praznike v okviru vaših domačih. Upam, da bomo še naprej delali za to, da bo Kamnik uspešno mesto. Hvala. Srečno. Enako, Enako, srečno. Enako.